Mladi strateški forum, ki je danes v Mariboru, je zagotovo zelo pomemben tudi zaradi sodelovanja. Sodelujete tako Mlada Slovenija kot tudi mladi iz stranke SDS. Kako za vas je pomembno to sodelovanje? Na mladih svet stoji, vse veste, in v rokah mladih je tudi prihodnost. Zato se mi zdi ključno, da mladi imajo državljansko zavest, da imajo odgovornost do države in da našo skupno prihodnost tudi soustvarjajo. Zato se mi zdi današnje srečanje izjemno pomembno, da se mladi zberejo, da mladi debatirajo in da snujejo prihodnost. In to kljub temu, da imajo morda različne poglede, ampak bistveno je, da se razumejo in da se pogovarjajo. In prav zato je tudi to sporočilo, da sta dva podmladka sposobna sodelovati, delati skupne projekte, pomembno sporočilo tudi za lepšo slovensko politično prihodnost. Ravno to sem želel vprašati, kako se bo to sedaj odrazilo oziroma v prihodnje odrazilo tudi v parlamentu? Jaz računam, da bodo številni te danes tukaj zbrani mladi v prihodnjih letih tudi poslanci in seveda bolje, kot se bodo poznali, bolj bo tudi tekla komunikacija med njimi in lažje bo prišlo do nekih zakonskih rešitev. Tako da tudi na takšen način mladi, ki jih zanima politika, dozorevajo, se kalijo zato, da potem, ko prevzamajo odgovornost, stvari začnejo teči takoj. Pomembno za mlade je tudi digitalizacija. Digitalizacija je tudi pomembna za vse ostale. Povejte mi, digitalizacija je tista zadeva, o kateri se premalo pogovarjamo? Vsekakor se premalo pogovarjamo in moramo pa dati veliko pozornost, ker je pa od tega odvisen hitrost razvoja Slovenije. Svet se pospešeno razvija, mi smo na pragu 5. industrijske revolucije, ker je digitalizacija ključna in kdor ne bo sedel na ta voz, bo stal daleč zadaj. Zato je tako pomembno, da Slovenija z velikimi koraki stopa v to smer in vsaj naša vlada je naredila pomembne korake naprej, tudi z imenovanjem posebnega ministra, ki bo skrbel za to koordinacijo, da bo projekte na področju digitalizacije potisnil naprej. Najlepša hvala. Prosim.